Dober dan in lepo pozdravljeni. Naj povem, da sem zelo zadovoljna z odločitvijo Ustavnega sodišča, ki je sledilo naši argumentaciji in zadržalo odlok, ki so ga v Državnem zboru na izredni seji sprejeli poslanci koalicije. Naj povem, da sem osebno tudi takšno odločitev pričakovala. To pomeni, da so sedaj začasno prekinjena vsa volilna opravila. To pa seveda tudi pomeni, da ne bo možno izvesti referenduma na 4. maj. Obenem verjamem, da bo Ustavno sodišče čim prej odločilo tudi glede ustavnosti in zakonitosti odloka, kajti le tako bomo lahko potem referendum izpeljali tudi skupaj z evropskimi volitvami oziroma volitvami v Evropski parlament, se pravi 25. maja. Že večkrat sem pojasnila, da bi bila to najbolj modra, najbolj smotrna in racionalna odločitev. Kajti, če izvedemo referendum 25. maja, se pravi skupaj z evropskimi volitvami, potem bodo takrat stroški referenduma najnižji, udeležba pa bo najverjetneje najvišja. In k tema dvema ciljema bi morala slediti vsaka odgovorna politika.